Lep pozdrav. Ali veste, zakaj večina ljudi v življenju nikoli ne doseže nekega večjega cilja? Moje ime je Miran Peterman, sem energijski trener za uspeh. Glejte, razlog, zakaj večina ljudi v življenju ne doseže nekega večjega cilja, je zato, ker si postavljajo napačno vprašanje. Glejte, ko razmišlja nekdo o nekem cilju, prvo vprašanje, ki se mu pojavi, je: joj, ne vem, kako bom jaz to zmogel, joj, ne vem, kako bom prišel do tega. Ok, za vas imam novico. Ko pomislite na nek tak vaš cilj, že veste, kako boste prišli do tega cilja, potem to ni nek velik cilj. Mogoče je to velik cilj, ampak to ni velik cilj, bom rekel, za vaše sposobnosti, za vaš potencial. Kajti, ko se vi razmišljate, ko dobite željo, ko začutite v srcu, da želite doseči nek velik cilj, potem je čisto normalno, da dejansko nimate pojma, kako boste ta cilj dosegli. In večina ljudi ob tem obupa: joj, kako bom našel kapital za to, kako bom v bistvu ustanovil podjetje, kako se bom lotil tega in tega. Vedno, ko pride do nekaj velikega, joj, ne vem kako, in potem se zadeva ustavi. Kaj je pravo vprašanje, ki se ga moramo vprašati? Pravo vprašanje je, kaj sploh hočem? Ok, hočem to in to. In potem, ko ti hočem doseči, hočem ustanoviti svoje podjetje, hočem spremeniti sebe in investirati vase 50 tisoč evrov. 50 tisoč evrov. A me razumete? Hočem recimo, lahko je od hujšanja, karkoli že je, karkoli je za vas nek velik cilj. Prvi korak je, da se vprašamo, kaj v bistvu želimo, ali hočemo to. Hočem narediti, hočem zgraditi svojo hišo, hočem zaslužiti 100 tisoč evrov, hočem prepotovati svet. In potem, če hočeš, potem pa obstaja pot. Jaz sem energijski trener za uspeh, se ukvarjam z energijo in dejansko 100% verjamem v intuicijo, 100% verjamem v vodnike, 100% verjamem, da obstaja okrog nas nekaj, ki skrbi za nas, ki nas vodi. To pomeni, da dejansko, če imate neko, če vam je vesolje, če temu tako rečemo po domače, če vam je vesolje postavilo neko željo v srce, to ni zato, da se vam potem vesolje smeji, zato ker potem tega ne morete doseči. To je zato, ker je to za vas. In če ste to željo dobili, na drugi strani strahu, na drugi strani neudobja, na drugi strani ne vem, ne znam, ne zmorem, obstaja odgovor, kako do tega. In skoraj vedno se zgodi, da ko rečeš, grem, zaupam, verjamem, da je to, pride odgovor. In odgovor je lahko v obliki nekega mentorja, ki ti pomaga do tega, v obliki nekega tečaja, lahko najdeš knjigo, lahko dobiš idejo, kje boš na internetu dobil te podatke. Ampak v bistvu prvi korak je vedno, kaj dejansko hočem. Ker, kot sem rekel, seveda obstajajo neki smart cilji, da so merljivi, da so realni. Ampak to niso veliki cilji. To so v bistvu neki običajni, malo večji cilji, ki jih si jih zastavimo. Ker dejansko, če je moj cilj, da recimo preko tega kanala, zato vas tudi vabim, da se naročite na kanal, da dosežem 2 milijona ljudi. A je to, je merljivo? Ja, bom vedel, kdaj bo 2 milijona. A je to realistično? Ja. Samo za slovenski kanal ni, bom delal še na angleškem. Ampak razumete, če je nek moj cilj, da dejansko želim pomagati par milijonom ljudi, da jim želim dati to znanje, to informacijo, to niso realistični cilji za mene, nekega, bom rekel, gorenjskega kekca, če tako lahko rečemo. Ampak če je vesolje to željo položilo v moje srce, potem zagotovo obstaja pot. Pri tem mi lahko tudi vi pomagate. Razumete? Torej, ko razmišljate o velikih ciljih, veliki cilji so tisti, pri katerih
v osnovi ne veste, kako boste do njih prišli, ne, je prva zgodba, da se sploh odloči, ok, a jaz to želim. Če čutim, želim, me je strah, da bi se odločil, ok, v redu. Potem poišči nekoga, ki ga ni toliko strah. Ne. Jaz dostikrat rečem svojim učencem, ne, ni stvar v tem, da bi zdaj jaz imel toliko več znanja kot pa moji učenci. Ok, ga imam izkušen, ok, jih imam, ampak to lahko v končni fazi dejansko dobite danes preko interneta, Geminija, GPT-ja in tako naprej, ne, te informacije. Ampak tisto, kar je, da imam jaz vero, da jaz verjamem, da sem jaz šel skozi to in v prvi vrsti jaz verjamem, da nekdo, ki je pri meni na treningu, bo zmogel. Zakaj? Zato, ker vidim potencial, ker vidim, da poznam pot in potem jaz verjamem. Ne? Oziroma pač imam, tudi če ne poznam poti, imam toliko izkušenj iz teh tako imenovanih čudežev, ko se nekaj odpre, ko dejansko dobiš neko idejo, ko dobiš neko pot, ki jo sploh nisi pričakoval. Ne? In to vero si potem ti sposodiš od svojega mentorja oziroma pač coacha. Ne? V tem je zgodba. Ne? In ko imaš to vero, potem pač, ok, zagotovo obstaja pot. Ne? Če čutite v sebi nek klic po nekem velikem cilju, pojdite, najdite pot oziroma najdite nekoga, ki vam lahko pokaže pot. Tako da ne bom rekel, držim pesti, ne? Ampak v bistvu pejte v akcijo. Če danes to poslušate, če ste ravno v teh dneh razmišljali, kaj lahko danes naredite, da bo to prvi korak, ki vas bo pripeljal bliže do vašega cilja. Boste naredili malo raziskavo na internetu, se prijavili na nek brezplačni pogovor, ne? Se prijavili na neko delavnico, naročili neko knjigo, ki ne bo potem na polici obležala, ampak jo boste začeli prebirati in delati po njej. Ne? En korak naredite danes. Ostanite čudoviti, želim vam en čudovit dan in se vidimo v naslednjem videu.